Zdaj se nahajamo v Idriji, v prostorih Mestnega muzeja Idrija na gradu Gerkenik, kjer smo ravno kar tukaj v mali galeriji otvorili razstavo Idrija in Žiri kot obmejno območje med leti 1941 in 1945 in bomo zdaj na kratko si malo pogledali, kaj v bistvu ta razstava sploh predstavlja. Torej začne se z nekim splošnim pregledom o stanju oziroma o času druge svetovne vojne na Slovenskem, potem se pa nadaljuje s pregledom dogajanja v Idriji. Torej je na začetku predstavljeno obdobje italijanske oziroma fašistične nadoblasti, kjer že tukaj vidimo par takih utrinkov, recimo glavni mestni trg, ki je že ovenčen z vsemi fašističnimi simboli, mladina vključena v fašistično mladino in pa hkrati tudi že s pojavom odporniškega gibanja, torej v naših krajih najbolj znan Janko Premrl Vojko in še predstavljene posamezne bitke tukaj na tem področju. Potem smo tukaj še predstavili v bistvu italijanske utrdbe in prisotnost italijanske vojske v Idriji in okolici in pa potem že v času jeseni leta 1943, kaj se dogaja, ko Italija kapitulira in ko začne prihajati v to območje že nemška vojska. Na zadnjem je pa pol predstavljeno obdobje nemške okupacije, kar vidimo tukaj je na lepo fotografija, delno kolorirana z glavnega mestnega trga, kjer smo prej videli fašistične simbole, zdaj pa vidimo, da je stvar ovenčena s kljukastimi križi, torej obdobje nacistične nadoblasti. Kar imamo tukaj predstavljeno, v bistvu prvič je nekako zemljevid Idrije, ki je bila obžičena, torej 6-kilometrski žičnati obroč okrog Idrije poteka in imamo to zdaj to v bistvu prvič na takmu zemljevidu predstavljeno. Tukaj pa še par utrinkov iz tistega časa, torej mimohod domobranske posadke in pa goreča Idrija v bombardiranih spomladi leta 1945. Ja, sedaj pa prehajamo še na žirovski del te razstave in sicer na prvem panoju, ki predstavlja Žiri, si v bistvu lahko pogledamo, kako je prišlo v Žirih do vojne. Nekoliko je predstavljeno tudi to, da so bili Žiri obmejni kraj že v času med obema vojnama, na to pa v nadaljevanju predvsem to nekajdnevno italijansko obdobje v Žirih. Temu pa potem sledi nemški prevzem oblasti, kar pa lahko vidimo na tem panoju. Nemci so v Žireh uvedli strog okupacijski režim, ki je bil viden na vseh področjih življenja. Naprimer, poudarjali so govorjenje v nemščini, v Žireh so delovale tudi nemške organizacije, naprimer Hitlerjugend. No, na zadnjem žirovskem panoju je pa predstavljeno stanje v Žireh, ko so bile Žiri del osvobojenega ozemlja, kar lahko vidimo na tem zemljevidu tukaj. Potem je predstavljeno tudi, kakšno nasilje so v tistem času doživljali prebivalci. Tukaj gre za pripravljanje na pokop ustreljenih talcev. Vključili smo tudi zemljevid, ki nekako prikazuje širše žirovsko področje, ter dodali smo tudi zemljevid Gorenje vasi, ki sicer v to območje ne spada toliko, je pa zanimiv zato, ker je bila tudi Gorenja vas obžičena žico. No, potem pa se razstava posveča predvsem meji, ter kako je ta meja na tem področju izgledala. Naprimer, tukaj imamo stenski časopis, ki je ljudi obveščal o tem, da bo potekalo na tem območju rušenje ter izsek gozda. Potem imamo tudi v bistvu, smo dali gor tudi mejnik, ki je bil takrat tromejnik, se pravi med nemškim okupacijskim območjem, Ljubljansko pokrajino ter Kraljevino Italijo. Na drugem panoju pa se v bistvu nekako pokriva predvsem to, kako je potekalo življenje na tem območju v času okupacije, se pravi v času meje, ter kako je ta meja izgledala. Imamo tudi predstavljeno na manjših krajevnih izsekih, se pravi, kje je potekala žica, kje so bila minska polja, ter kje so izsekali gozd. No, na zadnji pano smo pa posvetili predvsem ljudem, ki so to obdobje doživeli in nanj uvrstili nekatere njihove izjave.